Lep pozdrav, Happy Monday, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh, energijski ekspert za zdravljenje partnerstva. Dobrodošli v današnjem Facebook live-u. Delam zdaj en velik uvod. Glejte, današnji video resnično je mogoče eden izmed najbolj pomembnih videov, ki ste jih kdajkoli gledali v življenju. Pa ne zaradi tega, ker ga tukaj jaz posredujem, ampak zaradi sporočila. Zakaj si v življenju moramo postavljati cilje? Na začetku sem razmišljal in sem imel naslov, zakaj je pomembno, da si postavljamo cilje. Pomembno je, da je pomembno, ampak dejansko v bistvu v življenju si moramo postavljati cilje, drugače umremo. Bomo pogledali, zakaj. Prva stvar je v bistvu, kako sta osebna rast in partnerstvo sploh povezana. Partnerstvo je dejansko, če želite ali ne, nadgradnja osebne rasti. Ker najprej dejansko delamo na sebi, to pomeni, da sami moramo doseči nek nivo, sami moramo najti motivacijo, smisel, cilj v življenju, sami moramo prepričati sebe, da se splača živeti, da želimo nekaj doseči, da je življenje čudovito, in potem to nadgradimo na partnerstvo, kjer pa te stvari potem delimo še z nekom drugim. Partnerstva sta po moji definiciji dva srečna, zadovoljna, izpolnjena, samostojna in uspešna posameznika, ki delita drug z drugim življenjsko izkušnjo. To pomeni, da najprej moramo mi postati srečni, zadovoljni, izpolnjeni, samostojni in uspešni. Danes bomo pogledali, zakaj je to pomembno. Partnerstvo postane dolgočasno, ko postaneta dva partnerja dolgočasna. In da partnerstvo ne postane dolgočasno, da naše življenje ne postane dolgočasno, je pomembno, da si postavljamo cilje. Kaj so sploh cilji? Ogromno ljudi govori o ciljih, delavnice, berete knjige, ampak praktično cilj pomeni, cilj je nekaj, kar še nimamo, oziroma nekaj, česar še nimamo, kjer še nismo. Nekaj še nimamo, oziroma nekje še nismo. Lahko je neka materialna destinacija, lahko je v bistvu nekaj, kar želimo v življenju doseči in tako naprej. To pomeni, v bistvu zelo pomembno je, da so cilji konkretni. Konkretni zato, da jih lahko merimo. Ker poglejte, v bistvu cilj, da postaneš srečen, je v bistvu vrhunski cilj. Z vsem spoštovanjem pozdravljam in podpiram. Ampak v bistvu cilj, da postanem srečen, je v bistvu brez veze. Cilj, da postanem zadovoljen, je v bistvu brez veze. Zakaj? Zato, ker v bistvu ni, kako boš vedel, kako boš meril. Kdaj boš vedel, da si na cilju? Bistveno bolj, bom rekel, elegantno je, da si postavimo nek konkreten cilj. Želim uspeti v poslu in potem definiraš, kaj to pomeni, in na poti do tega cilja postanem srečen. Poglejmo, do cilja nas loči kaj? Nas loči prvič znanje, ki ga nimamo, energija, ki nam jo primanjkuje. Potem do cilja nas ločijo negativna prepričanja, dvomi, strahovi. Vse te stvari, napačni podzavestni programi, energijske blokade. Vse te stvari, ki so v nas in nas blokirajo, da bi prišli do tega cilja. Da bi prišli do boljšega partnerstva, da bi prišli do boljše službe, da bi zaslužili več denarja in tako naprej. In kot sem rekel, cilji morajo biti konkretni, da jih lahko merimo, da lahko spremljamo napredek, da dejansko dobimo nek feedback, kaj se z nami dogaja. Tukaj bi omenil še eno zadevo. Dostikrat slišim, ko se začne nekdo v paru, v partnerstvu ukvarjati z osebno rastjo. Moj partner se pritožuje, ker sem ves čas na delavnicah, ker ne vem, mogoče nimam časa za njega, ker to, ali pa recimo dostikrat moški, ki pač nimajo znanja, nekatere stvari še ne razumejo, ker pač niso dobili teh informacij. Ja, moj moški je pa v bistvu se pritožuje, ker jaz delam na sebi, misli, da zapravljam čas in tako naprej.
v bistvu kaj to pomeni? To pomeni, da delate na sebi, ne? Ampak v bistvu delate narobe. Ker, tako kot sem rekel, če imamo nek konkreten cilj, ne, do cilja nas loči pač ta naša negativna prepričanja, smo rekli, programi, neznanje, energija in karkoli. To pomeni, namen osebne rasti je, da postanemo boljši, da postanemo srečnejši, da postanemo uspešnejši. In če pogledamo, če sem jaz srečen, v bistvu, gledajte, če gledamo v partnerstvu, če sem bil prej nesrečen, zdaj sem pa srečen, nezadovoljen, zadovoljen, to so vse posledice dela na sebi, posledice postavljanja ciljev. Ne? Okay? Kje je tukaj razlog, da moj partner ne bi postal bolj navdušen nad mano, če sem jaz boljši? Če je partnerka moja vsak dan bolj sije, če je bolj navdušena, če je bolj vesela, če je bolj srečna, če bolj uživa v življenju. Jaz ne vidim nobenega pametnega razloga, zakaj se ne bi jaz na novo zaljubil vanjo, če se je spremenila v pozitivno stran. Če pa delate na sebi, kar se velikokrat nažalost dogaja, zopet zaradi neznanja, in da dejansko, ko delate na sebi, najprej začnete opazovati in opaziti svoje napake in potem še opazujete in opazite partnerjeve napake in partnerja najedate zaradi tega, potem pa ni čudno, da partner dobiva negativno asociacijo zaradi tega. Ampak razumete? Tako da v bistvu, če delamo na sebi, če se osebnostno razvijamo, mi moramo imeti rezultate, moramo postati boljši in se nam mora izboljšati partnerstvo, ni druge ideje. Če se to ne dogaja, potem pomeni, da nekaj ne delate pravilno. Pomeni, da nimate pravega znanja, kar se tiče znotraj komunikacije, kar se tiče odnosa v partnerstvu. Ne? Ravno sem pred kratkim dobil včeraj sporočilo, ne? Pravi ena gospa, ne? Rada bi izboljšala komunikacijo v partnerstvu. In potem sva se par sporočil, sva se še izmenjala, potem sem rekel, plejte, mislim, da ni problem in da te situacije ne bo rešila neka komunikacijska tehnika, ampak spremeniti morate vašo energijo, ki jo oddajate, vaš pogled na partnerstvo, vaše razumevanje in tako naprej. Okay? Plejte, cilje morajo biti konkretni. Zakaj konkretni? Da jih lahko spremljamo, da lahko dobimo neko povratno informacijo, da lahko dobimo nek feedback, da dejansko potem uživamo, ko dosežemo te cilje, ne? In dejansko, da tudi imamo nekaj od tega. Glejte, rojeni smo tukaj v ta prečudoviti svet, v to zemljo, da doživimo neko življenjsko izkušnjo. Ne? In lahko je vaš cilj, lahko je vaša izkušnja, da ste srečni. Ampak bom rekel, če v bistvu tukaj moram v bistvu poudariti, ne, za tiste, da razumete, ne, če si postaviš nek finančni cilj v poslu, v vaši službi, v karieri, te stvari morate postaviti pravilno. To ni samo tako, da zdaj v bistvu hodite v službo in zdaj se odločite, zdaj bom pa srečen, zraven pa imate poln kufertice službe in tako naprej. Ne. Ampak v bistvu, ko začnete na pravi način te stvari delati, ko začnete na službo gledati na drugačen način, potem je lahko to izziv. In dejansko si postavite nek cilj, ok, hočem zaslužiti par 100 evrov več in dejansko po poti tega zaslužka postajam srečnejši, postajam bolj navdušen, imam več energije. Ker morate razumeti, denar lahko služimo na različne načine. V bistvu zastareli način ali pa služenje denarja na star način je, da pač ko več denarja, ko hočeš, več moraš delati, več vložiti svojega časa, več svoje energije, več svojega fokusa in tako naprej. In na koncu si vedno bolj utrujen. In zaradi tega pač ljudje načeloma ne marajo tega. Ja, zdaj pa nova služba in tako naprej, samo še bolj utrujen bom, dalj časa bom delala. To je zastarelo. Uspešni ljudje razumejo, ne, da dejansko, če hočeš več denarja, rabiš več pozitivne energije, rabiš več znanja, rabiš več navdušenja, rabiš več motivacije. In dejansko po poti tega se ti razvijaš in postaješ boljši. Ne. To pomeni,
namen cilja je dejansko razvoj, sreča, izpolnitev. Ne. Zakaj se ljudje bojijo finančnih ciljev? Zato, ker jih ne razumejo. Nekdo, ki reče, denar me ne zanima, v bistvu samo govori, strah me je denarja. Ne razumem, kako se denar zasluži. Ne razumem, kaj je denar. A me razumete? Ne? In zdaj v bistvu v partnerstvu, tako kot sem rekel, partnerstvo postane dolgočasno, ko smo mi dolgočasni, ko nimamo nobenih ciljev, ko si ne postavljamo ničesar. Ne? In potem se zopet postavi vprašanje, kakšne cilje si postavimo. Ok, poglejmo, kakšen je cilj nekega povprečnega Slovenca. Ne? Že naši starši so nas na nek način učili, ne? Najprej štalca, potem pa kravca. Ne? Cilj, sanje vsakega Slovenca, ok, mogoče dveh ne, ampak v bistvu skoraj vsakega je, da si postavi lastno hiško. Zato, ker lastna hiška je varnost. Kakšna varnost? Lastna hiška je brez veze. A razumete? In dejansko lastno hiško, ne? In drugi cilj je, da imamo enega golfa. Mogoče v zadnjem času je to Škoda Octavia Caravan, TDI, da ne pokur veliko. In to so slovenski cilji. Razumete? In potem, ko to imaš, ko ti to uspe in ko, bomo rekli, z besedami naših staršev, ko svoje otroke k kruhu spraviš, potem greš obdelovati vrt in je tvoj cilj, da bomo letos obnovili ograjo na balkonu, drugo leto bomo pa naredili škarpo okrog vrta. In to je življenje, to je smrt, to je umiranje. Vse je super, da imamo te stvari za sprostitev, ampak dejansko potem ne moramo gledati ljudi, ki so uspešni, ki potujejo po svetu, ki živijo življenje in potem gledamo po Instagramu v bistvu kakšne zgodbe, kakšne življenje imajo drugi, mi imamo pa tisti vrt in to vse je super, v redu, gledajte, s vsem spoštovanjem. Ne. Vprašanje, ali obstaja več kot hiška in golf oziroma Octavia? Ja, seveda, Mercedes pa vila na obali s palmam, brez veze. Hecam se. Glejte, v bistvu smisel ciljev je, da se razvijamo, da razvijamo svoj potencial. Zato, ker v bistvu, ko se mi razvijamo, je kot mišica. Glejte, jaz sem star eno leto več kot 50, moj cilj v naslednjih parih letih, veste, kakšen je? Moj cilj je, da fizično imam več energije, več kondicije, več fleksibilnosti, kot sem je imel, kot sem bil star 30. Glejte, živimo v posebnih časih, stvari se razvijajo, medicina se razvija, znanost se razvija, vse stvari so moče. Tisto, ko je, glejte, življenje naših staršev, ki so pri 65, ko greš v pokoj, še 3 leta manj do penziona. Potem bomo pa tisti vikend gor renovirali in potem bomo pa vrt obdelovali. Potem bo pa tisto, kar sem si celo življenje želel, se mi izpolnilo. Pa to je brez veze, umrli boste. Glejte, koliko ljudi umira. Tam na vrtih v bistvu, ja, kaj novega. Mislim, a me razumete? Ne? Ker ko si postavljate cilje, potem rastete, potem se razvijate in dejansko cilji so kot mišica. Glejte, sem pogledal recimo v Ameriki. V Ameriki je seveda drugačna mentaliteta, ker v Sloveniji, tako kot sem rekel, hiška pa golf, kdo pa ima kaj več? Ja, je na kradu, ima veze. Glejte, dajte nehati, to je brez veze. Ama razumete, stvari so možne v Sloveniji, ali če delaš iz Slovenije, se nima veze. Ne? Ampak v bistvu tudi v Sloveniji obstajajo ljudje, ki so na pozitiven, na dober način in tako naprej prišli do nečesa novega, se razvijali, ne? Naredili neke rezultate, brez da bi pokradili. Pustimo tisto, kar krade, zato obstaja nekaj, kar se imenuje karma. S tem nimam več časa, da se ukvarjam. Ama razumete? Ne? In če pogledam recimo Američani, povprečni Američan se seli 12krat v življenju. Ne? 12krat se v življenju seli. 15,3 milijona, ok, 15,3 milijona Američanov, v bistvu gospodinjstev, se seli vsako leto. Sprememba, nova energija. Zakaj recimo dostikrat komaj čakamo, da gremo za vikend nekam? Seveda, želja Slovencev je, da grejo za vikend na vikend.
Ne, a veste, v bistvu pri nas se rodimo v hiši, mama je zgradila prizidek, zato da je sin lahko z družino zopet pri mami in potem sin upa, da bo njegov sin zopet živel v isti hiši. Jezus. Ampak razumete, koliko neke stare nakopičene energije, starih sporočil in potem nam ni jasno, zakaj se dejansko življenje ne spremeni. Glejte, jaz sem se od svojega 20. do zdaj, zadnje par let se nisem toliko selil, sem se selil 25-krat. Sem kandidat za nepremičninsko agencijo, lahko vam svetujem, kako se preseliti in tako naprej. Ampak zakaj? Nimam nobenega koncepta. Ko je pač ena pač neka lokacija ali pa nek prostor mi ne ustreza, ko je prerasten, ko je to, se pač preselim, grem na lepše, vedno grem na lepše, včasih tudi ni lepše, ampak vedno grem na lepše. In v bistvu, plejte, Američani dejansko v času življenja 10 do 15-krat spremenijo svojo službo. Zakaj? Zato, da se razvijajo, da napredujejo, da rastejo. Ravno sem se pogovarjal z par dni nazaj za stranko, ki pač dela za eno veliko slovensko korporacijo. V tej korporaciji že 20 let in enkrat je zamenjal delovno mesto. In potem mi pravi, da znotraj te korporacije dejansko ni interesa, da bi ljudje menjali delovna mesta. To pomeni, 13 let je bil na enem delovnem mestu in zdaj ostalih na druge. Ampak razumete, to pomeni, da seveda pač vsi želimo biti srečni, vsi želimo nekaj delati na sebi. Ampak v bistvu samo biti srečen, toliko sem srečna, zadnjič mi je ena gospa napisala, joj, Miran, končno se lahko oddahnem in dejansko imam čas za sebe, lahko pogledam tisto delavnico, ki jo hočem, lahko preberem tisto knjigo, ki jo hočem. In potem se hotel dodati in ste na lepi poti do groba. Ker plejte, če grem jaz v fitness in delam tiste vaje, ki jih jaz hočem, tiste vaje, ki jih začutim, ampak razumete, to je brez veze, to ni nobena osebna rast. Seveda pač ne smem imeti odpora, ker če imam odpor, je potem vse skupaj brez veze. Ampak v bistvu mi moramo delati tisto, kar nam pomaga, tisto, kar deluje. Parkrat se zgodi, pride stranka, joj, a veste, vaša energija mi pa ne ustreza. Seveda ne ustreza, zato ker vas zbudim, ker vas brcem, ker vas potisnem naprej. Seveda bolj ustreza, da pač delate tisto, kar vam paše. Ampak potem, ko delate tisto, kar vam paše, potem nimate nobenih rezultatov. A razumete? Ker v bistvu, ko imamo nek mindset rasti, ampak mindset rasti imaš lahko samo, ko imaš nek konkreten cilj. Ko nimaš konkretnega cilja, je brez veze. Potem dejansko sploh, a veste, recimo, če imam jaz, gremo na športno področje, da imamo finance, če je moj cilj, da ne vem, tečem, da imam več kondicije, super cilj, plejte, ogromno ljudi še tega cilja nima, ampak v bistvu ta cilj nima nobenega mesa, dejansko s tem, glede tega cilja, v bistvu sploh nič se ne dogaja, v bistvu čisto vseeno je, če grem danes teč, jutri me ahilova tetiva boli, ali kako že tole, potem je to, danes je dež, ne grem teč in tako naprej. V bistvu je vse skupaj brez veze. Tak cilj nima nobenega smisla, nima nobene usmeritve. Če pa jaz rečem, Ljubljanski maraton, ne vem kdaj je, se opravičujem, ampak mislim, da je za konec septembra, ali kdaj je, če bomo videli situacijo, ampak recimo rečemo, grem na maraton, ki bo čez 6 mesecev. V tem trenutku je moja situacija, da pretečem 3 kilometre. Na maratonu bi želel teči 10 kilometrov. Dajmo se o nekih normalnih številkah pogovarjati. Ampak razumete, to pomeni ta cilj čez 6 mesecev, pa naj bo to ljubljanski ali pa berlinski maraton, se nima veze, me dejansko kontrolira, kaj jaz delam. Ker če sedaj pretečem 3 kilometre, želim jih pa 10, potem ni vse eno, kaj delam, kako delam, koliko spim, koliko tečem, kaj jem in vse te zadeve.
Ne morem jaz pač 2 meseca pred maratonom se dodatno zrediti 5 kg, potem sem pač čisto skrenil iz mojega cilja. Ne. In dejansko vedno, ko nimaš nobenega cilja, ne, potem v bistvu pač, ja, ok, vse bo. Ne. Ampak dejansko, poglejte, če vsi gledamo Instagram. Ok, smo spet nazaj, nekaj nas je prekinilo. Poglejte, vsi gledamo Instagram, ne, kakšne noge ima una, kakšen six-pack ima on in tako naprej, ne. Ampak v bistvu te stvari se ne zgodijo čez noč, te stvari se ne zgodijo brez razloga. Ne. Vsi bi gledali to, zato pa je pač ta reality TV, da vsi samo gledamo, nihče pa pač ne bi bil na drugi strani ekrana. Zakaj pa mene ne bi gledali? Mislim, vi me gledate, ok? Ampak zakaj vas ne bi gledali? Ne? Zakaj dejansko tudi vi ne bi nekaj takega naredili, da bi bilo zanimivo? Ne? Razen, da ste takole gobo nabrali. Ne? To je pač neka slovenska, ko se spomladi začne, ko gobe začnejo rasti, objavimo tako bučen, tako gobo. Ampak razumete? Ne? Ampak dejansko vemo, da če želimo izkusiti življenje, moramo rasti, moramo imeti nek cilj. Zakaj jaz preberem? Da sem motiviran, da imam nek cilj. Ampak kot sem vam rekel, ko delate poslovne cilje, pa če ne veste, kako je boljše, da se oglasite, da vam pomagam, da naredimo nek plan, da dejansko najdete nek smisel znotraj tega. Ker razumeti morate, da osebna rast ni nekaj, kar delate popoldne. Ampak razumete, ogromno ljudi recimo zjutraj pije kavo, bog ne daj še cigaret, ampak bog jim odpusti, pač če že kdo to, ne? In potem gre v službo in potem, ko ima nekaj časa, dela nekaj na osebni rasti. To je brez veze. Smiselno je, da vi z osebno rastjo začnete že zjutraj. In potem tisto, kar naredite, ta plan, delate, dejansko uporabite, živite to znotraj vašega posla, znotraj vaših odnosov, ampak morate vedeti kako, da imate nek rezultat, da lahko te stvari tudi, ko mečkan gledate, spremljate svoj napredek. Zato, ker vse te stvari, ki vas dejansko blokirajo do lepšega življenja, se potem vam pokažejo, pridejo na dan in tako naprej. Ne. Tako da razumete, v bistvu, ne, razvijamo se celo življenje. In seveda pač, tako kot sem rekel, ne, v Sloveniji pač nek standard imamo, hiško smo zgradili, ne. Jaz recimo vem, plejte, moj cilj je, kaj je moj cilj? Moj cilj je, mogoče se boste smejali, ampak nima veze, ne. To je sploh irelevantno. Moj cilj je zaslužiti 1 milijon evrov na leto in potem 1 milijon evrov na mesec. Okay. Kako bom to naredil? Pojma nimam, ampak to je moj cilj. Ampak gledam recimo moje vrstnike, ki so zgradili hiške, ki imajo otroke, ki so šli že na maturo in tako naprej, so opravili svojo zgodbo, za njih je življenje končano. Oni čakajo samo, da si bodo tisto vikendico opremili in da bodo potem pač obdelavali vrt. Ok, v redu, če to želite. Ampak razumete? Ampak v bistvu, če pa po drugi strani gledate trend v svetu, pa dejansko vidite, da te neki starostniki se kar nočejo upokojiti, kar kreirajo. Neke coache gledam so po 70 plus, pa še vedno dajo, še vedno to. Zakaj? Zato, ker dejansko vidijo doprinos, smisel življenja. Ne? Ker seveda pač razumem, da če imate nek šiht, kjer šlakate od 2 do 6, se to sploh ne obstaja več, da dejansko je to pač game over in da dejansko ne vidite nekega smisla. Ampak, plejte, potem pa investirajte vase, dobite znanje, dobite mentorstvo, dobite vodstvo in potem boste začeli stvari doživljati drugače, delati drugače. Potem boste lahko šli v neko kariero, v nek posel, ki vas bo izpolnjeval in to. Ne samo tisti, čakam nekaj, da me izpolnjuje in da to je druga zgodba. Ampak razumete, ne? In za tiste, ki ne marate denarja, plejte, razumem, ogromno ljudi ne mara financ, ogromno ljudi ne mara si postavljati ciljo, hočem novo službo, hočem to, da vse bi so lahko potovanja, so lahko to, ampak ogromno ljudi bi želelo reševati svet. Super. Plejte, koliko ljudi je lačnih v Afriki, koliko ljudi zebe nekje v Rusiji in tako naprej v teh državah. Ne? Zagotovo je to vrhunski cilj in če si ga postavite, ne, lahko postanete, plejte, koliko ljudi je, recimo so botri otrokom v Afriki, ampak zopet za to potrebujete finance. Ne. Seveda je lahko govoriti in besedno podpirati svet in reševati svet, ampak to je brez veze. Ne.
V bistvu, če hočete nekaj konkretnega narediti, morate nekaj konkretnega narediti. In cilji so lahko, različni, tisto, kar dejansko pač vas zanimira. Ne se ustaviti, ne si v bistvu, hočem se dobro počutiti, hočem biti srečen. To je brez veze. A razumete? Okay, da ne bomo šli danes predolgo zopet. Glejte, bistveno je, da razumete, cilje se morate postaviti. Če si ciljev ne postavite, potem enostavno začnete odmirati. Glejte, ogromno ljudi srečen, ki imajo toliko dober občutek ob sebi. Toliko dober občutek imajo, jaz sem pa v dobri kondiciji. Ok, naredi 10 počepov, naredi 10 sklec. A me razumete? Potem je pa dejansko šok, mogoče pa nisem v taki dobri kondiciji, mogoče pa moje partnerstvo ni tako dobro. Zato, ker ko v bistvu dobiš neko novo znanje, ga lahko primerjaš s tistim, kar delaš, ali pa te coach ali pa mentor vpraša par vprašanj, pa takoj vidite, kje ste, a ste res tako super. Glejte, jaz vam iskreno povem, glejte, jaz delam na sebi že od leta, 30 let, bom rekel. Poleg tega sem bil vrhunski športnik, poleg tega sem pač mojster borilnih veščin, to pomeni, da ves čas treniram druge, ves čas imam mentorje, ves čas se učim. Pa dejansko se mi zgodi, da začnem z neko rutino, spremenim neke zadeve, vse gre, potem pa pač se nekaj začne rušiti in traja par mesecev pri meni, pa sem, bom rekel, glejte, pa ne zameriti, to je pač moje delo, to je moje življenje. Gledate nekoga na Instagramu, ki ima six-pack, pa gledate, kako je to postal. To je njegovo življenje, to je njegova profesija. Moje življenje pa je osebna rast, moje življenje je coaching. In meni se dogaja, da par mesecev ne opazi, da sem šel v narobno stran. Da dejansko neke stvari, ki sem si jih obljubil, ne delam več. Da sem popolnoma iztiril iz tistega, zato ker pač sem, imel en prehlad, pa 3 dni nisem mogel spati in potem sem dejansko nekaj prišel vmes in sem nehal delati to in to rutino. Ne se slepiti. A me razumete? In potem recimo srečam ljudi, ki delajo na sebi že toliko in toliko časa, in mislijo, imajo tak dober občutek, ampak dejansko so že daleč od tistega dobrega občutka in tiste usmeritve, ki so jo v osnovi hoteli. Osebna rast je kot mišica. Smisel je, da začnete živeti svoj potencial. In ogromno vas, ki tole posluša, spite, globoko spite. In vas je dejansko bolj strah, da se recimo oglasite, pa da začnemo se malo pogovarjati in kaj bi naredili kot delati, kaj se bo potem zgodilo, kaj bo potegnilo za sabo. Ampak če boste spali, boste zaspali. Nekaj časa nazaj sem prebral, da ogromno ljudi umre pri 35 letih. In potem do 70. leta čaka, da jih pokopljajo. Zdaj se pa vprašajte, a ste to vi, ki to gledate. A me razumete? Zato je toliko pomembno, da si postavljamo cilje. Cilje so lahko, lahko je doprinos, lahko so neki osebni cilji, da se razvijamo. Kdaj ste nazadnje zamenjali službo? Ampak varna služba, to ni to, hiška. Glejte, in s varno službo in s hiško se marsikaj lahko zgodi. Ampak bistveno je, ali živite svoj potencial, a dejansko ste izpolnjeni, a čutite, da napredujete, ali vas je vsega strah, po malem in vedno bolj. Tako da cilje si moramo postavljati, cilji morajo biti konkretni, morajo biti tudi taki merljivi. Seveda pač so neki cilji, ki so kot spremeniti hočemo človeštvo in tako naprej. Ampak pred leti sem, to je že sicer 10 let, sem srečal eno gospo, ki je bila v eni skupini duhovni, in oni so energijsko zdravili slovenske vode in energijsko so premikali oblake, da ni toča bila. Pa dejte, nehajte. A me razumete? Bož bi bilo, da bi se skupaj vzeli pa en konkreten projekt naredili. Bistveno bolj bi se počutili, bistveno več bi napredovali tudi sami. Tako da partnerstvo sta dva srečna, izpolnjena posameznika, a me razumete, uspešna, zadovoljna.
In mi moramo najprej to postati. In pot je, da si postavimo cilje, da si jih postavljamo, da jih analiziramo. Cilj ni nekaj, kar je dejansko, danes se odločim to in potem ne spremenim več. Cilj lahko spreminjaš, se ni nobenega problema, ampak cilj moraš imeti. Cilj moraš imeti nekaj, zaradi česa se zbudiš. Ponedeljek je. Ja, ponedeljek je, aleluja. Cel teden imamo časa, da nekaj naredimo in včeraj je bila nažalost nedelja, ker je bilo vse zaprto. Zato, ker ampak nima veze. Ne? Tako da osebna rast ni pravljica. Osebna rast so konkretno življenje in dejte, zbudite se, začnite živeti svoj potencial, če rabite pomoč, z veseljem vam pomagam. Tako da, to je bilo eno sporočilo za danes. Poslušajte si ta video še ne parkrat, da se vam usede. Je razlika, zakaj v Ameriki drugače razmišljajo, zakaj se večkrat preselijo, zakaj so bolj fleksibilni, zakaj si več upajo, zakaj se upajo pobrati, ko so že 3-krat padali, zakaj še vedno verjamejo, mi pa tako ne. Ampak nima veze. Mi smo se tukaj rodili z nekim razlogom, ampak v bistvu, glejte, ni nujno, da se preselimo, ampak nujno je, da preselimo tlele gor, kar se dogaja. Našo usmerjenost, našo miselnost, našo miselno naravnanost. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se kmalu zopet slišimo.